da so pisala v času bivanja pod Everestom dnevnik, mi da sva potem imela en kup enih pisem, ki so potovala iz Nepala v Slovenijo in obratno. In tam so taki zapisi, ki ti potem kar odprejo spomina, ki ti ga dobesedno odklenejo in potem kar spomini se pišejo. In ko sem začela pisati, sem si mislila, kako naj jaz knjigo napišem, kako naj sestavim 150 strani ali pa 100 strani besedila. Pa je pa kar šlo. Pol je bil pa verjetno na koncu kontraproblem. Kako zdaj to? Ne, pri prvi ni bil. Ne? Da bi bilo preveč? Ne. Se mi zdi lih prav, pa še stikovni material je noter. Ja. Pri tej zadnji, ki sva jo skupaj pisala, tle sva pa pač imela Prečenje Nepala. To je bilo po 88 dni tako aktivnega življenja. To je bilo 2 leti nazaj. To je bilo 2 leti nazaj, v 3 mesecih sva to naredila. To je bilo tako intenzivno dogajanje in tudi sva pisala dnevnik. Ampak sva vedela, to mora pa takoj napisati. Ker vsa čustvovanja pa spomini, pa vse, kar nosiš v sebi, je takrat še bilo, ko sva začela pisati o tem dogodku. Če bi to čakala 20 let, se zgubi ogromno stvari. In je res, tle pa zmanjkal čas, mislim prostora. Ker knjiga ne more biti 1000 strani, če hočeš, da jo kdo vzame v roke. Pa tako, pač sva imela toliko zapovedati, da v primerjavi s prvo knjigo sva iste dogodke oba opisovala. Tukaj sva si pa dele poti razdelila, ker sicer ne bi šlo, kot sem že rekla, v isto knjigo. In se pa jasno vidi ženski, moški princip. Ene stvari, ki so se nama pa zdele obema toliko močne, sva pa oba opisala. To je bilo 88 dni hoje. 9 dni je bilo vmes počitka, ampak na poti od vzhoda do zahoda Nepala sva bila 88 dni. 88 dni. Ja. Za koliko Mont Everestov višinske razlike je bilo to narejenih? To je bilo 83 kilometrov, to je 10 Everestov, ampak od nule, od nadmorske višine nič. Ja, to je bilo, jaz temu rečem vedno, da je bil to Everest mojega jesenskega življenja. A je bil to za vaju v bistvu tako kot en Camino za, bom rekel, običajne iskalce neke resnice, kako je to izgledalo? S tem namenom nisva šla, da bi bila neka, že tako celo življenje iščeva in tudi vse odprave, ki sva jih imela, so nama dale možnost zelo poglobljenega iskanja. Ampak na to sva šla brez kakšnih velikih pričakovanj. V bistvu bolj kot želja, da gre midva sama, Andrej in Marija, ker sva tolikrat že bila v Nepalu, vedno z nekom zraven, sva rekla, zdaj mora pa enkrat iti tja, v podnožje vseh gora, ki sva jih obiskala, ker nam je ta dežela, že ta dostop, pa pokrajina, pa ljudje, že v tistem času športnih recimo aktivnosti, nama je obljubljala velike dogodivščine in so si to želela. Zdaj v tem času, ko pač ne greva več na 8000, je bilo to idealna izkušnja. To je bilo res dobro. Zdaj so pa že kar zagrela mašine, se mi zdi. Vse včasih je treba tako. Družba, lep pozdrav, z mano je Marija Štremfelj. Zdaj za tiste dva, ki Marije ne poznate, bom jaz naredil eno tako kratko predstavitev, pa tako, ko ponavadi rečem, Marija, te me pa kar popravi, če bom kje, ustrelil v prazno, čeprav jaz mislim, da je tole krno. Alpinistka in športna plezalka, gorska vodnica in ugotovila sva tudi pisateljica. Zdaj, če se že sam... Avtorica. No, evo, že popravljam. Bo še to razložila. Če se že sam tega dotakneva, samo plazva te tematike, pa imava takoj, po moje, več uren pogovor lahko. Prva Slovenka na Mont Everestu v leta 1990 in praktično ena prvih zemljank, v bistvu, 13. Na najvišji gori tega sveta.
Z možem Andrejem pa sta se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov, ker tvorita prvi zakonski par na svetu, ki je stopil na Mount Everest. Ja, res. Wow. V svoji bogati alpinistični karieri si opravila midva z Marijo Setikava, so se tako zmenila, Ja, seveda, hribovci, absolutno. tisti, ki gremo klele, tudi tisti, ki gremo klele v te okoliške hribčke, 600 metrov visok, pa tisti ta resni, se tikamo. V glavnem. 4-krat si šla na 8000-čak. Ne? Ja. Jaz sem si zapisal ta seznam. Broad Peak je bil prvi, Ja. 8000-čak, ki si ga osvojila. Drugi je Mount Everest, sva že rekla. Zdaj klej me popravil. Tretji je Cho Oyu. Tako je. Ja. Ja. In pa Dhaulagiri. Aha, ok. To so samo 8000-čaki. Pa Blotkova nagrajenka za svoje delo, dobitnica priznanja Planinske zveze Priznanja, Slovenije, ja, za življenjsko delo, častna občanka Mestne občine Kranj. In pa članica prve jugoslovanske ženske alpinistične odprave v Pamir. A je bilo to leta 82, Tako je. Ja, ja. leto mojega rojstva. A sem to na glas povedal. Začela si se pa ukvarjati z alpinizmom v alpinističnem odseku Kranj leta 75. Pa seveda profesorica biologije, Tako. zdaj že upokojena, Seveda. seveda. Srečno. Žena, mama, babica in pa, tole me ena od, oziroma predzadnja od 10 otrok v družini. Tako. Wow. To je najboljše. A mogoče, kle začneva, a mogoče že iz tega dejstva izhaja ta neka želja po neodvisnosti pa svobodi, ki jo prenašajo gore, biti, ne vem, 9. po vrsti, a ne, vsak otrok, vsak naslednji otrok je bolj neodvisen ali pa mogoče malo bolj teži k svobodi ali pa je manj pozornosti obrnjenega na njemu, ne, pa mogoče, a je klele izvira ta strast do gora pa do narave. A bi to lahko povezala, kako? Mogoče, pravzaprav zares na ta način še nisem razmišljala. Ampak zdaj, ko razmišljam, vidim, da je pravzaprav to moje stanje v družini, 9. otrok, a ne, da je prispevalo k obojem. Kar sem se v življenju naučila, pa kar zdaj iz teh let nazaj lahko pogledam in rečem, to je bilo pa dobro. Prvič, ta iskanje neodvisnosti pa svoje identitete v taki veliki skupini, a ne, to je zagotovo ena od verjetnosti, da sem je porodila, pa jo zdaj ozaveščam. Druga pa hkrati tudi skupno delovanje, da smo preživeli. Torej, biti samosvoj, a ne, svoje darove in svoje značilnosti ohraniti, ne podrediti neki skupni, ne vem, poti, hkrati pa seveda držati skupaj, da preživiš, a ne, ker je bilo tako stanje, da je bilo treba, a ne. Ja, mogoče pa res. Čeprav moram reči, da v moji družini je pač tisto vodilo v gore potegnil moj brat Tone Perčič, jaz sem se prej tako pisala, ki je bil soplezalec Nejca Zaplotnika, a ne. In tisto prvo poglavje v poti, ki bodo poslušalci verjetno vedeli že nekaj o njej, če pa slučajno ne vejo, naj jo pa preberejo, ker je res vredna branja, a ne. Zaplotnikovo knjigo, ne? Ja, tako. Zaplotnikova knjiga pod prvo poglavje je poglavje o Tonetu in Nejcu, in ta moj brat je meni pravzaprav utrl pot v gore, ali pa pokazal, kaj se da, kjer sem potem jaz našla svojo vizijo življenja, no, kako bi rekla tako. Ja, pa ste to pobrali po starših? A so Ne, starši sploh ne, kakorkoli sploh ne, vpleteni v to? sploh ne, ne. Ne. Moji starši, v tem je v bistvu problem ali pa tista podlaga za to, kar sem govorila o sodelovanju. Moj oče je umrl, ko sem bila jaz 8 let stara, ne. Torej, četica 10 otrok je moji mami ostala, ko je bil najstarejši brat star 22 let in je bil na faksu. Vseh 10 smo bili nekje v enem šolanju, ne.
In to je pomenilo, da smo morali čist vsi delati za to, da smo preživeli. In je pa moja mama izjemna, zaradi tega, ker je videla, zdaj lahko tako nazaj rečem, da je naša perspektiva v šolanju. Ne? Vsi smo bili, recimo temu brihtni, kot bi danes rekli, ne? Tudi veliki fantje so to že dokazovali. In je ves čas nas vzpodbujala, delajmo, da se izobrazite, pa boste pa sami zase živeli. In jaz mislim, da je to najboljša dediščina, ki nam jo je lahko dala. Ker dejansko smo potem vsi prišli do fakultete in se izobrazili in iz tiste, bom rekla, revščine, ne, na nek način se izvili in tako. Ja, zanimivo življenje drugače. Ampak športno plezanje, recimo, kdaj to nastop, pa alpinizem v malo bolj resnem pomenu pri tebi? Pri katerih letih? Konec srednje šole? Hitro. Ja, četrtletni gimnazije, pa to je tisto obdobje, se tudi zdaj ni nič drugače, ko se mladi pač iščejo svojo družbo, da so prepoznavni, da so opaženi med drugimi sovrstniki in tako. To je to srednješolsko obdobje. No, in jaz sem na 4. letniku, ko sem šla prvič na sestanek, ki ga je vodil moj brat, ki je bil načelnik takrat. Pa ta generacija, tudi Andrej je bil vmes, ko sem bila še čisto neprepoznavna, seveda. Pa Nejc in tako. In to me je potegnilo, pač mogoče ne predružba, niti ne to gore kot take. Ja, jaz to moram priznati. Ampak potem sem pa zelo hitro ugotovila, da je to krasna dejavnost in da imam neko predispozicijo za to početje, ker jaz sem se recimo 75. leta sem začela plezati, 77. leta sem bila sprejeta med alpiniste, 79. sem šla pa že na svojo prvo odpravo v Peru. Tako da vse je šlo zelo hitro. Ja. Pa si se s kakšnim športom, mislim, verjetno si se že pred tem ukvarjala, ali pa z različnimi, ne? Ne, v bistvu, pa kje, jaz sem imela doma toliko dela. Mi smo nosili časopise vsako jutro. Jaz sem eno tako podlago moči, vztrajnosti in trme, zaradi tega, ker preden sem šla od 5. razreda naprej, sem znosila 150 časopisov vsako jutro. Na nogah, peš? S kolesom, mislim. Peš ob kolesu. Ker tiste torbe s časopisi so bile obešene na kolo. Tako smo mi preživljali, da smo pač lahko šli v šole in tako naprej. In to mi je že dalo tisto podlago. Recimo, da je bil to moj prvi šport. Drugače, v srednji šoli... Kaj si se že kalila pola? Ja, zdaj gledam nazaj, ne bi prvo šla tega zdajšnjim petošolcem pa šestošolcem, da zjutraj nosijo časopis tudi svojim otrokom, ne, ampak meni je pa to očitno bilo potrebno za podlago. No, ampak v srednji šoli sem potem 3 leta trenirala odbojko, ampak nekako se nisem v tem skupinskem kolektivnem športu našla. No. Ni bilo tisto, kar sem iskala. Alpinizem je pa takoj bil. Tako da, ja, pa sem nekako v to padla in ja. Pa rekla si, družba te je fascinirala, ne? Ja, kdaj je pa pol nastopil moment pismo? Nekaj pa je res tudi na teh gorah, ne? Tako konkretnem soočanju z alpinizmom. Zelo hitro. Zaradi tega, ker ko vidiš, da ti to res nekaj da, ta plezanje in ta aktivnost v gorah, ker v končni fazi zdaj vem, da je lepota tega okolja tisto, kar tudi privlači, čeprav se mogoče na začetku tega ne zaveš. Takrat, ko se odločiš, da greš v gore, ne samo v skupini, ne samo zaradi družbe, ampak ko iščeš soplezalca, da boš nekaj splezal, ne? Takrat vidiš, da ti to res nekaj pomeni. To je bilo pa zelo hitro. Jaz mislim, da po letu izobraževanja, tistega enostavnega izobraževanja, ne, takrat je bilo vse zelo preprosto, ali pa 2, sem že iskala soplezalcev. A to je bila kot neka šola plezanja? Kot nek tečaj? Zdaj so alpinistične šole. Tudi takrat so bile, vendar zelo enostavne, ampak dovolj, da smo tiste osnove dobili. To je bilo 1-2 leti, pa smo se pa že iskali, kdo gre s kom plezati in tako. A pol si tele ljudi, jaz sem si kar seznam, ker sem si koga poznal. To si vse poznala v bistvu, oziroma jih poznaš, ne, nekatere. Tone Škarja, sem rekla prej, že Nejc Zaplotnik, Slavko
Svetičič. Tako, Slavc, ne. Svetičič, Slavc. Viki Grošelj, Stane Belak Šrauf, Silvo Karo, Janez Jeglič, Johan, Franc Knez, pa Marjan Manfreda, Marč. Ene bolj, druge manj. Recimo z Janezom Jegličem, z Johanom smo bili skupaj na vrhu Everesta. Potem z Marionom smo bili skupaj na vrhu Davlagirija. Medtem ko Slavca sem še najmanj poznala. On je bil, prvič je čist mlajša generacija, dosti mlajša generacija. Drugič je pa z drugega konca doma, pa družil se je v Ljubljani. Z Ljubljančani. Drugače pa naštete, jaz sem letos 50-letnico plezanja. To je taka doba, da gredo ti ljudje mimo na tak ali pa drugačen način. S Frančkom se poznala, niso pa nikoli skupaj plezala, recimo. Sva se poznala, on je pokojni. Ampak, zdaj na 8000 se najbrž ne znajdeš kar tako, ne. Najprej greš kaj? Najprej po vseh slovenskih gorah, kako to zgleda? Pa pol greš, ne vem, kle v tujino, v okolico bom rekel, pol pa mogoče Nepal pa tako naprej. Kako to zgleda? Kako mogoče so se usporedno tudi dogajajo stvari. To pomeni, da ko začneš tukaj dobro plezati, še vedno tukaj plezaš, ampak že greš tudi v centralne Alpe, v Francijo, recimo na Chamonix, in se tam preizkusiš v tem ledu, pa ledenikih in tako. Jaz sem vedno živela na ta način, da so stvari meni prihajale nasprot. Jaz temu dajem tudi, pa ne samo v plezanskem življenju, ampak v svojem celotnem življenju velik pomen. Čeprav vem, da dostikrat je bil odgovor na te ponudbe nezaveden. Zdaj pa, ko gledam nazaj in ko pišem tudi knjigo, recimo, to je ena zanimiva taka katarza svojega življenja, ko greš v preteklost in kakšno stvar vidiš, kako se je zgodila. Ko se stvari pridejo na pot, a greš z nami v Alpe, recimo, po 2 letih plezanja na odseku, gre ena skupina v Alpe, te povabi, veš, da tle še nisi dober, še nisi, ker si prej rekel, najprej v Sloveniji, daleč od tega, jaz še v Sloveniji imam še 1000 stvari, bi lahko splezala. Ampak, ko nekaj narediš, a greš z nami v Alpe? Ja, seveda grem, to je nekaj novega, veš, da moram nekaj najdeti, Ampak s tem dobiš izkušnje. In potem pride na vrsto, ko izplavaš recimo iz povprečja, to se je zgodilo leta 80, 79 po tej najini odpravi, ko sva bile sestro v Peruju. Mi pa delamo žensko odpravo, gremo skupaj, izbor je bil, si izbran in gre naprej to, A veš, pridejo stvari, ponudbe, tako. Ja, ker prehitevati pa ni dobro verjetno, v tem. Ponavadi se slabo izkaže. Športu, Ja. In kdo je poleg tvojega soproga Andreja še ali pa najbolj zaslužen za tvojo uspešno alpinistično kariero? Ali bi se kar vsem po svoje zahvalila? Zagotovo vsem. Na začetku, recimo, ko sem začela plezati, nisem najprej z Andrejem, ker on je v tistem času bil že Himalajec in njegova želja plezati z eno pripravnico, ki gre samo 3-4, to je za njega bilo čisto nezanimivo. Jaz sem takrat iskala svojo generacijo, Mateja, tistih smo skupaj začeli, smo potem kar nekaj let skupaj plezali, pridobivali izkušnje in začeli posegati tudi po takih zahtevnih smerih, ki so bile pa potem zanimive tudi za Andreja. Ki je rekel, s tole pripravnico bi pa jaz mogoče šel. Tako. Kasneje pa nekaj je bilo, dokler se ni moja sestra ubila v gorah, sva res veliko ženskih ponovitev naredile. Od Julijcev, Kamniških Alp do Paklenice. Pa se je zgodila ta tragična nesreča leta 80, ko sem jo izgubila. In potem... Koliko je bila ona stara? Ona je bila stara 21 let takrat. Ja. To je bila ena taka res huda preizkušnja za naju z Andrejem, za celo družino, za moj alpinizem
res ena taka prelomnica. No, kasneje pa pol, ko je bila pa že družina, je pa bil Andrej najbližji soplezalec, ki si dobil varstvo, tisti, ki imajo otroke, to dobro vejo, a ne. Ko dobiš v četrtek obljubo, da v soboto lahko daš otroka za cel dan, dej, s kom ne grem plezati, jaz z Andrejem, vse drugi so že vsi zmenjeni. Ja. Še bi pa na Andrej na odpravah, pa pač s kakšnim drugim. In kako se vzdržuje, pred časom sem bil fitness inštruktor, pa me te stvari že zaradi tega malo zanimajo. Kako ste, ne vem, ohranjali kondicijo, kondicijsko pripravljenost, pa ne vem, so to moč in tako naprej? A to je bil pač konstanten trening, itak skozi v gorah in pa ni bilo treba o tem razmišljati? Je bilo bolj to? To je bila res ta prava akcija. Zaradi tega, ker sta Andrej pa Nejc, torej Nejc vedno, ko rečem Nejc, mislim za Plotnika, ne, ona da sta bila oba difovca in sta pravzaprav v to srednjo alpinistično, vsaj v Kranjsko, za druge verjetno vejo drugi, kdo je pripeljal trening tudi za hojo v gore, ne. Do takrat je bila priprava pa moč, ko si jo dobil, izključno vezana na obiske gora v koncih tednov. Med tednom se je pa delala ali pa še hodili v šolo, ne. No, Nejc pa Andrej sta pa pravzaprav pripeljala do tega, da smo začeli pa teči na Jošta, pa na te bližnje hribe, Šmarjetna, zdaj po celi Sloveniji imamo hišne gore, ne. Ja, tako. Naši sta Jošt, pa ja, ne vem, kam imate vi tukaj. Ja, se to sem hotel, ne, tudi še povedati, pa omeniti, kako sem jaz Marijo zvabil Morače. Jaz sem njej rekel, mi imamo tudi goro, ne. Saj ni vedela, pač, da je ta gora tudi, ne vem, 800 metrov nima, ampak je takoj se odzvala. To je Limberska gora, ne. Tako da, ja, vsi imamo, ne, klej je Limberska gora, pa Svet Miklavž, vse Miklavž, mislim, da je skoraj v vsaki vasi. Pa pol, ja, kar nekaj teh hribčkov. A pa greva na Limbersko goro, ko končava. Ja, se bo hiter gor. Ok, dobro. Aha, ok, no, veš, to taka dobra informacija. Ta pobuda za tek, pa priprava, sploh, ker takrat se je Everest organiziral, se je loce odprave, te jugoslovanske, takrat še tiste glomazne, ne, in sta seveda trenirala med tednom in tudi ostali smo jima sledili, tako da pa je pa postalo to tudi najin, ko so z Andrejem skupaj zaživela, normalen način življenja, tudi če ni bilo pred nama nobenega cilja, neki odprave, pa to, sem mi to normalno hodila pa tekla na te okoliške hribe, ker sva to rabila za življenje, za sprostitev, za razbremenitev stresa in to, kar danes ugotavlja že množica ljudi, tudi ti, a ne? Ja, pa tudi jaz že leta in leta, ja. Tudi jaz sem še v unih časih začel, ker ni bilo tolih najbolj običajno, a ne, tako skozi vas, da zlaufaš pa to, pa da si laufal, takrat me že malo postran gledali, ko pa ta laufa, ne. Ja, to je to let nazaj, ne, prej pa verjeten, ne. No, mi da smo izkušnja, ker smo iz Orehka tekli, ali pa z Kranja, Nejca, ne, preko pol, pa to so kmetje, tako so dali kakšno grable, so pa kazali, tle imamo resno delo, a ne. To, ja. Ampak sej je logično, da so tako se odzivali. Ja, tega je bilo veliko, zdaj pa itak to gledi že laufa. Zdaj pa tudi marsikateri poznam z enim gospodom, ki ima res veliko kmetijo, sem šla na Mont Blanc kot vodnica, a ne, in on redno teče, pa gre pa na svoje delo na kmetiji. Ja. Tako da je to zelo spremenilo se vse skupaj. Ja. Moral se dotakniti teh odprav je bilo čudo, ampak normalno, mene zanima ta odprava z Andrejem na Mont Everest. Zdaj, kako je prišlo do ideje, a ne, ker smo prej slišali, videla sta prva, ki sta v paru prišla gor, ne, pa mislim, kakšne so izgledale priprave, oziroma sta pripravljena že bila, je bilo pač sam stvar, kdaj gremo, koliko časa je to trajalo? Everest je tako, kot sem že prej omenila, prišel do mene. In sicer zato, ker je Zamejsko alpinistično, Slovensko alpinistično društvo oziroma Slovensko planinsko društvo iz Trsta
organiziralo odpravo na Everest po eni smeri, ki se imenuje ameriška, in so Andreja povabili zraven, zaradi tega, ker je pač bil že na Everestu leta 1979 z Nejcem, ampak ta ameriška smer je bistveno lažja kot jugoslovanska, ki so jo naši priplezali takrat. In prvi odziv Andreja je bil, da on pač ne bi po lažjih smeri še enkrat hodil na Everest. Precej so vztrajali, no, pa da bi vendarle šel, in pol tako on pride na idejo, a veš kaj, če bi pa mi došla oba, to bi pa jaz imel motivacijo, ne, bi bilo pa super, a ne. Ampak mi sem imela takrat 2 otroka, a ne. Ni bil trening, pa ni bila moč, pa priprava problem na začetku. Na začetku je bila pravzaprav odločitev, ali iti ali ne iti zaradi otrok največji problem. Ker sta bila stara, tisto leto, ko sva šla, sta bila stara 7 pa 10 let, a ne. To so pa že leta, ko te vpraša, a ti res treba iti, a ne. Ker tiste ta male lahko pustiš v varstvu, te ne bodo spraševali, zakaj greš, ne. In kako sta prepričala sebe in pa okolico, da vseeno gresta? No, prav to, ko sva se lotila pisati knjigo, ki ima naslov Objem na vrhu sveta, to je najina prva skupna knjiga, prav opisuje ta vzpon na Everest, je Anže, takrat je bil star, ne vem, 38 let, je rekel, a vam jaz povem, kako je bilo, čist dobesedno, ker sem si zapomnil. In to sem tudi napisala v knjigi tako, kot citata, ne. Da menda sva rekla Anžetu, da greva pač na Everest, in da je on rekel ne. Ne? In potem še enkrat... Koliko je bil Anže takrat star? 7. In potem je rekel, pa sem menda jaz še ustrajala, pa da je Anže, saj veš, da bo vse v redu, pa tako, ne. In potem sem menda rekla, ti bova kupila avto na daljinca. In je rekel, no prav. No, tako je bilo z njim. In on si je to toliko zapomnil, da sem lahko dobesedno v knjigo to napisala. S Katarino pa zdaj nama je povedala, da je pač ni imela kakšnih posebnih zadržkov, ampak da se je mogoče zdelo čudno, da greva za tako dolg. Šla sva... Tam so bili pa pol barbike v igri, pa to. Ne, ona je bila pa takrat že knjižničarka. To je 10 let je že kar, ali? Ja, 15. avgusta smo šli od doma, pa 5. novembra smo prišli. Res je bilo tako dolgo obdobje odsotnosti, a ne? Tako da sva otroke, ko sva se odločila, ja, greva, pa je vse steklo. Pa se jaz ne ukvarjam več s tem, z obžalovanjem, pa občutkom krivde, pa to. Pa je bilo konc. Prej sem se, a bi šla, ali ne bi šla. A ne, tista negotovost. Pa vse to je v vsakdanjem življenju isto, a ni? Dokler se ti nekaj zares ne odločaš, je vse tako neumen, pa vse je grozljivo, pa vse je težko, pa rečeš, ok, grem, zdaj pa to. Zdaj, če sem se odločila, pustimo preteklost, zdaj se posvetimo prihodnosti, in potem sva res delala za to odpravo tako. Osnovno, bazično kondicijo sva imela dosti visoko, pa samo še dodatni treningi tisto leto, kolikor je bilo časa do odprave. Tako je to teklo. Otroka sta pa ostala v hiši, kjer nas je bilo 20. 5 bratov pa sester smo imeli družine v enem takem na pol bloku, 2 hiši skupaj. In to je, moram priznati, bila res olajševalna okoliščina za to, da sva sploh šla. Ker če od 20 2 gresta, to ni velika luknja, čeprav sta mama pa ata, ne. Ampak ostaneta v zaledju gotovosti, res varnega zavetja. Moja mama je bila pač doma takrat in tudi starši od Andreja so bili že v pokoju. Tako da sem imela to zaledje, no. Kar se ga tiče same gore, nam potem po ameriški smeri sicer ni uspelo, zaradi nevarnosti plazov, smo se usmerili na normalno smer. In smo prišli na vrh skupaj z Janezom Jegličem, Johanom. Ja. Pa še Lakparita, en zelo dober nosač je bil z nami, šerpa. Da sva pa prva na svetu kot zakonski par, je bilo pa res zanimivo, ker nisva tega vedela. Ja, to sem hodila vprašati, da ste sploh vedela, ja. Jaz sem imela dosti veliko motivacijo
za trening in za vse napore, ki so bili potrebni za to, da prideš na vrh. In to so res napori. So res napori, ta višina. Ne? Že s tem, da sem vedela, da bom prva Slovenka in Jugoslovanka še takrat. To mi je bilo dosti, nisem razmišljala o tem, kaj še vse. Ampak, ko sva se vrnila v Katmandu, je kronistka vseh odprav, ki so kdajkoli bile na teh vrhove, tako res zanimivo začela spraševati. Kako sta bila oblečena na vrh? Ona ima sicer formular za vprašanje, za vse, isti, za vse odprave, ampak pa dodatna vprašanja. Koliko sta bila oblečena? Kdo je prišel za vama? Kako so bili oni oblečeni? Koliko je bila točno ura, ko sta prišla? Pa še 1000 vprašanj. Mi da tako malo zadržkam. Kaj pa je njo zdaj to zanima? Pa zaključ. In vendar sta bila vidva prva. Ker samo pol ure za nama je bil naslednji. Ja, in to je bilo res tako zanimivo. Ja. Američanka pa Rus sta bila tudi zakonski par, ampak je po teh detajlih poskušala ugotoviti, a so bila midva prva ali ona dva. So bila midva. In to tudi pišeš v knjigi. Mislim, ne zelo na dolgo, ker kljub vsemu ta prvenstva niso ključna za moj alpinizem. Ampak lej, če sva pa sva, zakaj pa ne? Zanimivo je pa vse. Zdaj na tem mestu, ki sva v tej tematiki odprav, pa teh taborov, baznih taborov, pa to. Mene res zanima, kako je to izgledalo toliko in toliko let nazaj, pa kako izgleda to zdaj, kakšna je ta razlika komforta v teh bazah, pa to. Pa dokam to gre zdaj? Ker sem slišal, da ti lahko naredijo gor že zelo tako udobno namestitev, da sploh nimaš občutka, da si na tisti višini. Kako se je v tej smeri alpinizem spremenil? No, te primerjave ne moram iz izkušenj povedati. Zaradi tega, ker jaz imam samo izkušnjo prvega dela. Mnogo sem pa prebrala ali pa videla, pa tako kot ti in ostali iz vseh informacij, ki prihajajo zdaj pač iz prve roke. Takrat je bilo pač življenje, prvič je vse bilo mnogo bolj dolgotrajno kot zdaj. Recimo, mi smo bili v bazi skoraj 50 dni, to je mesec pa pol, na majhnem koščku ledenika, brez zelenja, z omejeno količino hrane in z omejeno družbo. Preživeti toliko dni z 13 ljudmi, ki smo bili člani odprave, so bili tudi šerpe, ampak z njimi tako nisi toliko v stiku. To je še poseben izziv za druga področja življenja. Vse to, In naši stoli, recimo, so bile vreče riža, moke, sladkorja, ki so se skozi znižale. To je bilo pohištvo. Na sredi smo naredili tako, iz kamene dobe, mizo iz skal, bolj pač pokončne za podstavek in potem plaščate za tako, da smo gor polagali skodelce, ki so bile ene same za juho in za vse ostalo. To je bilo res življenje zelo enostavno. V primerjavi zdaj. Zdaj vas tam še malo. Kolikšni so to bili bivaki? Koliko je to? Ne, prostor je bil, to so bili domplanovi, veliki šotori, tako kot so zdaj te vojaški, tako da ostal si noter, če si noter prišel v ta skupni prostor, si stal, pa noter je bilo prostora, za 20 ljudi, in bilo je zelo zanimivo, kako so, takrat še ni bilo teh komercialnih odprav, kot so danes, čeprav se je število dovoljen za Everest že povečalo. Tako da je bilo recimo tisto leto 90 pod Everestom že 9 odprav. Ampak nekatere so bile samo z 2 članoma. Torej, ljudi na tem ledeniku v primerjavi zdaj se sploh ne da primerjati. Nas je bilo malo. Ampak naš šotor je bil kar center. To so tujci, Baski so bili recimo tam, 2 Francozi in sta bili odprava. Pa tako smo se kar veliko družili. Je bil prostor dosti velik. Zelo pomembna komponenta to druženje. Zelo. Ker v bistvu samo čakaš ti ugodne razmere. In takrat so napetosti, pričakovanja.
Meni je bilo zanimivo življenje v bazi, nasploh tudi zaradi tega, ker si se poglabljal v ljudi lahko, a veš. Ker če ti si en mesec pa pol z nekom, par dni lahko nosiš masko, recimo, pa igraš neko vlogo, ki jo poznamo v Sloveniji, vsi ali se tako med sabo poznamo, a ne? Ali smo se poznali, mislili smo si, da se poznamo, a ne? Pa se začnejo pogovori, ki niso samo na neki deklarativni ravni, ampak grejo v globino, če hočeš, lahko se pa umakneš, a ne. Tako, meni je bilo to življenje tam, tako sem malo nagnjena k temu razmišljanju in temu poglabljanju v nasmislu življenja in tako, in je bilo to zelo zanimivo. Ja. Kaj pa zdaj, recimo? Zdaj je pač, bila sem leta 2009 še enkrat pod baznim taborom, prav v spomin na te naše obletnice. In to, kar je zdaj, je v bistvu si človek ustvarja umetno okolje v nenormalnih okoliščinah, torej prenaša svoj komfort pač tja, kjer ne paše na nek način, no, res. Ali pa sem jaz mogoče še toliko čustveno navezana na tisto občutje, ki sem ga takrat doživela. Pa hvaležna tudi verjetno, da si v tistem času, ne? Ja. Bila tam, šla tja gor in tako naprej. Pa se tudi, mi smo recimo na Davlagiri smo šli leta 2004, ko so bile komercialne odprave že v velikem razmahu, vendar ne pod Davlagirjem, ker je pretežko. Tam nikoli ne bo komercialnih odprav, zelo velikih. In smo živeli v enakih okoliščinah kot takrat pod Everestom. Saj to je tvoja odločitev, kako se boš odzval na te možnosti, a ne. In to, kar se zdaj dogaja v teh komercialnih odpravah, je, da ljudje, ki so sicer fizično dobro pripravljeni in morajo narediti korake na vrh, saj postavljajo jim pa korake še ne, eno za drugim, kljub vsemu gredo še sami, vendar v takih okoliščinah, ki so najbolj njim dosegljive finančno. To pomeni, da imajo kisika na razpolago, ne vem, od 6.000 naprej. Mi zaradi denarja nismo mogli imeti to kisika, če drugega ne, a ne. Ker to je en velik denar, a ne. Ali pa da so speljane vrvi. Predstavljajte si, da bi zdajle od Aljaževega doma do vrha Triglava bile vrvi, ob katerih bi ljudje šli gor, in potem še druga barva vrvi za dol, in če bi vas zajela taka megla, da ne bi vedeli, kje je zgoraj, kje je spodaj, ker se to v gorah zgodi, to ni noben problem, ker se držiš vrvi in greš ob njej in prideš nekam, ne? Ali na vrh ali pa dol. Zdaj, če je to brez vseh teh pripomočkov, je to nekaj čisto drugega, no. To je bilo še naše življenje na Everestu. Se pravi, zdaj bi lahko rekel, da gre v večini primerov, ali pa večinoma za tisto neko kljukico, ne gre toliko za to neko izkušnjo, lahko bi rekel tudi duhovno izkušnjo, ne. Včasih si od tega dogajanja tam, zdaj, ko to poslušam, dobil veliko več, ne, ker si se nekako mogel sprijazniti s tistimi prvinskimi okoliščinami, pa tudi sam sabo si se mogel, ne, zaradi tega soočati. Zdaj pa tega manj, ne. Zagotovo je tega manj. Jaz sem tle vedno, nisem tako deklarativno ja in ne, črno-bela, zaradi tega, ker ljudje smo si res zelo različni in absolutno se ne strinjam s tem, kar se dogaja na teh komercialnih odpravah, ker je nevarno. Te kolone ljudi, ko se enkrat nekaj ustavi in na -30, -40, imaš lahko še tako opremo in tako slej ko prej zmrzneš. Ali pa zmanjka kisika in tako naprej. Objektivne nevarnosti so toliko velike zaradi te gneče, da je že to opomnik, da je treba nekaj narediti, ne, na tem področju. Zdaj, zakaj se pa ljudje odločajo za take stvari? A bodo svojo duhovno izkušnjo tudi dosegli na temu, pa jaz težko rečem, ker za njih je ekstremno to, kar oni počnejo, ker meni ni. Jaz, če se bom pa rejala za vrv, pa šla gor pa dol, pač to ni tisto, kar bo meni dal neko duhovno izkušnjo, ali pa neko razmišljanje, ali pa karkoli, ne. Tle sem jaz vedno zelo malo pazljiva, ker jaz
želim, da bi vsak človek doživel neko spoznanje, da je tudi duhovno bitje in jih ne želim vse usmeriti na Everest, da bi jo to doživeli. To so lahko majhne stvari, sploh nekaj nevelicega, pa človek reče, ok, to pa je nekaj pomeni, je še nekaj, a ne. Tako da tle biti sodnik, kaj je, kaj ni, res tega ne maram. Ja. Ampak vseeno, v teh ekstremnih okoliščinah, kaj se po tvojem mnenju ego, a se skrči, a se razširi, ali razpade? No, to je pa sigurno ena stvar, ki sem mi prišla do dna, no, recimo. Če sem kaj ugotovila na teh odpravah, potem sem ugotovila, da ljudje, ki imajo v sebi neko prevladujočo noto dobrote, ker jaz verjamem, da na nek način imamo v eni zimskem spanju vsa čustva, ki lahko pridejo slej ko prej, ampak kaj boš ti kultiviral, ne? Kaj bo zares zraslo, to je pa od malega, od dojenčka naprej raste, ne? In tisti, ki imajo to dobroto v sebi, vgrajeno, bodo tam še boljši. Gredo čez sebe, čez svoj ego, ne. In obratno, ne. Tisto, kar ta ego v slabšem smislu, sej ego je zdaj tako spet raztegljiv pojem, ne. Ampak ta v slabšem smislu, tisto se pa tudi tukaj lahko razbohoti do te mere, da komaj še verjameš, da imaš pred sabo istega človeka, o katerem si mogoče drugače razmišljal. Oziroma, kje so bile znaki, da bo najprej za sebe poskrbel, potem šele mogoče pride, če sploh še kdo drug. To se v teh okoliščinah pa res izkristalizira. In se ne da fejkati. Ne, tako dolgo ne. In v takih okoliščinah ne. To pa sploh ne, ja. In to je, so primeri, ko ljudje so prišli domov kot soplezalci, pa niso nikoli več se navezali na vrvi. Pa ne, ni nujno, no, da je vedno samo razkorak v razmišljanju, pa v pojmovanju vrednot, ki jih imaš, lahko so tudi druge okoliščine. Ampak dostikrat so bili tudi to vzroki. Pa si se sama kdaj soočila s svojimi sencami tako v steni? Pa ja. Pa kako je to zdaj, kaj se je prvič zgodil, da se te je presenetil? Kdo je to zdaj? Velikrat je tudi recimo ena od vprašanje, kaj jaz tle delam, a ne? A sem res jaz to, da želim plezati, pa hočem, pa da je to moja pot, pa tako, ker doma, recimo, misliš o sebi, imaš eno predstavo, pa si pa v takih težavah in tako težko je, si rečeš, nikoli več, a ne, pa še vedno greš. A ne, ker tisto, kar res je prvinsko v tebi, te žene naprej, vendar mora biti iskreno, a ne. Če ni iskreno, je nevarno. Ja. Kaj te pol kliče nazaj? V gore? V veliki meri me ta lepota narave in ta res tudi mogoče prisotnost tega presežnega Boga, ki ga zares čutiš, ki vidiš tisto svojo majhnost in veličino. Jaz v gorah oboje čutim. Ker sem v teh visokih gorah, to je sploh težko povedati z besedami, ampak a ne, ker si v teh visokih gorah, sploh v kakšnih, ne vem, zdaj, ko sva prečila ta Nepal in sva se znajdla v teh tibetanskih puščavah, a ne, to si toliko majčken, kaj en pesek v tisti planjavi in tako, in si res čutiš majhnega, kaj pa če zdajle začne, ne vem, kaj snežiti, kaj pa če zdajle pride megla, kaj pa če zdaj, in veš točno, da boš majčken, Andrej reče, ko pokojnina, ne. In hkrati veličina, ko pa vidiš tisto lepoto, pa to, in veš, da si ustvarjen po Božji podobi, si rečeš, kaj sem jaz zdaj tlele? Ampak seveda, s priznavanjem, da si po Božji podobi. Ja. Kako se pol ti soočaš s tem občutkom ali pa dejstvom minljivosti, tuzemske minljivosti? Pa kako to pol pride do izraza na 8000 metrih? No, na 8000 metrih pač o tem ne razmišljaš kaj dosti, ampak vse vlagaš v to, da pač napor ali pa s čimerkoli se soočaš mine in da greš nazaj. Ampak verjamem, da
ta duh, a ne, v tebi pa srka takrat, a ne, pa srka in se, bom rekla, kot na Skypeu priklapla na presežno, a ne. Ti moraš iti na računalnik pa se priklopiti, da dosežeš nekoga drugega, ne. In jaz mislim, to, kar je težko razložiti z besedami in mogoče za kakšnega, ki na hodu gore si misli, pa daj no, ta bluzi. Ampak jaz to izkušnjo imam. Jaz vem, da ko si ti tam, jaz verjamem, da se to napaja in potem se začne kot ena lava razlivati vsakdanje življenje in lahko pomaga potem k življenju tukaj in zdaj, a ne. Ampak ko sem jaz fizično, torej umsko in čustveno tam, te dimenzije tako ali tako ne zaznaš, se pa boriš, a ne, mislim, priti nekam do svojega cilja, če si že nekaj zadal, a ne, zakaj bi sicer tukaj porabljal energijo, če pa so okoliščine take, da obrneš, pa ja, vse energijo v to, da se rešiš in tako naprej. Tako da teh izkušenj takrat tam takih direktnih ni, pridejo pa zagotovo pozneje in tudi pa, ko sem videla, ko sem knjigo pisala, kaj vse sem nosila v sebi in koliko pravzaprav enih, če so bolj ugodne razmere ali pa, ko hodiš, sicer je naporno, pa to misli pa pustiš svojo pot, koliko ene katarze je v tem, a ne, ko se spomniš recimo, ne vem, mogoče je smrti svoje sestre, a ne, ki je bila zelo boleča. Mogoče sem jo tam razčistila, a ne. In če se vrneva zdaj na to osnovno vprašanje, meni je prav to dalo eno moč sprejeti ali pa, da se je izgubil strah pred smrtjo. Kot smrt je pač mejnik, ki se ga človek na nek način vedno boji. Ali pa ko pomisli, prva misel je, joj, kako bo, a ne. Na enem takem pogovoru sem že rekla, da se mogoče bolj kot to, da smrt pride in da je normalno zaključek vsakega življenja, vendar meni ne tako strašljivo, ker verjamem v večnost, a ne, ampak kako bo človek umrl, da se mogoče tega še bolj bojimo, kot pa to, da gremo enkrat nekam, a ne. Sploh zdaj v teh časih grozljivih nevarnosti vojne ali pa takih in drugačnih naravnih nesreč, se človek vpraša, joj, kako bom umrl, ne. Ja. Sploh v teh nepredvidljivih časih, tako kot si rekla. Prej si vmes omenila, mora se tistega dotakniti, pa se lahko pol še vrneva na tole temo, ki se mi zdi, da je neizčrpna. Tisti vajen dolg potep z Andrejem, ki sta ga izvedla, prej smo omenila, 2 leti nazaj. Kako je pa do tega prišlo? Pa zakaj sploh gre, če lahko nam približaš? Ja. No, moram najprej povedati, da sva bila že starostnika, ne. Ker to da eno dodatno razlago, zakaj se človek za to odloči. In tudi, kaj potem lahko od tega odnese, a ne, ker pri 66 letih, ko sva to pot začela, imaš pred sabo, za sabo toliko enih stvari, ki so se zgodile na vseh področjih življenja. Zdaj midva so v glavnem v alpinizmu, ampak je še družina, je še služba, je še en kup prijateljstev, sorodstva in tako. Vse skupaj je en tak kolaž, a ne, vsega. In vsa ta podlaga je bila nujno potrebna, da sva doživela vse to, kar sva na tej poti. To je bila pa pot, ko sva šla prečati Nepal. Od vzhoda do zahoda. In to je bilo 1500 kilometrov. To je naneslo v 88 dneh, kolikor sva hodila, 83 kilometrov navzgor ali 83.000 metrov navzgor, če se lepše sliši. Višinskih metrov. In tudi seveda navzdol, ker moraš tudi dol priti. Ja. Recimo povprečna nadmorska višina, povprečna je bila 4000 metrov, najvišje sva šla 6200, hodila sva pa v vznožjih visokih gora in tudi v nižinah in veliko med ljudmi. Torej, to je bila ena taka pot z veliko začetnico, čeprav ponavljam nejca, ampak ki je bila res, tudi zdaj, ko govorim, jaz sem v sebi eno tako
nepopisno lepo občutje, da ga sploh težko izraziš. To je bilo nekaj, kar nikoli nisem verjela, da lahko človek doživi. No. Kljub naporom se ni bilo enostavno, ampak ni bilo pa tudi tako zelo težko, ker jaz sem odkrivala, ko se enkrat predaš, moč kar pride. In razmišljanje, a bo jutri šlo, pa imava 2000 metrov spona, pa 1500 spusta, pa vmes ne bo nič za jesti, pa tako, seveda bo šlo. Tako, enostavno vzameš kot eno realnost in tako, in je šlo. In kdo je bil še zraven, oziroma kako izgleda tako? A je to sploh odprava? Ne, to ni odprava, ali je odprava? Ne, to ni odprava v klasičnem smislu. Mi da tudi nisva šla to kot neko dejanje, ki bi kot dejanje nekaj pomenilo, pa pomena, zdaj vem, da je v razmahu v Nepalu, skozi več ljudi se odloča za to pot. Andrej je pač kupil knjigo o veliki himalajski poti, ki sicer je dolga 4500 kilometrov in gre še skozi mnogo druge države. Sami, da so se odločila za to veliko himalajsko pot v Nepalu. Pač kot najin izziv, kot najino življenjsko zgodbo, izkušnjo, nekje v knjigi napiševa, o tem sem tudi napisala knjigo, da je to pravzaprav bila ta pot kratka ponovitev najinega življenja. Tako zelo, in tudi res je bila. Kako sta pa to knjigo naslovila? No, to je pa Moč noči je v svetlobi zvezd. To je začetek enega stavka mojega razmišljanja ker v knjigah, ki jih pišem, nikoli ne pišem samo o tem, kako pot poteka, ampak tudi kaj čustveno oziroma razmišljujoče doživljam na tej poti. No, in to je začetek enega razmišljanja o smislu ne vem česa. In je večplasten pomen tega naslova, ker midva sva zaradi jesenskega obdobja več kot pol dni končala v noči, in to v noči v bližini zvezd, ki so tam na dotiku dlani. Včasih tako res neponovljivo lepo je ta nebeški svod, poln zvezd, sploh če ni lune. Ti si nekje na 5000, popolna samota, ta Tibet, se točno spomnim, tibetanski del Nepala, se še zdaj vidim, to noč, in sem že takrat rekla, da to je pa tudi zvezde res velikrat omenjam v tej knjigi. Večplastno je. In tudi imela sva težke dogodke, imela sva, ko si vprašal za ekipo, midva sva bila sama kot avtorja tega dogodka, ampak seveda sva rabila vodnika, ki je obvezen tako ali tako za Nepal, tudi za trekking in tako, pa potrebovala sva ga zaradi znanja nepaščine, da sva lahko imela stik z domačini. Potem sem imela pa od 2 do 4 nosače, ker smo kar nekaj dni preživeli na višini, kjer ni bilo hrane, kjer ni bilo zavetja in smo morali šotoriti in tako. In to so te ljudje, te nosači? To so kaj domačini tam? Domačini, se z njimi imamo pa že desetletja opravka. Vendar sva prvič naletela na vodnika, ki je bil res alkoholik. No. In prvi del knjige je temu... In ste pol zalutali zaradi njega, ali kaj? Ne, toliko sploh Andrej je imel toliko občutka, pa tudi znanja, da to nisva, ampak težave so bile, ker ni predskrbel hrane. Mi da sva v prvem mesecu izgubila po nekaj kilogramov, samo zato, ker smo shujšali od lakote. Dobesedno, res. Wow. To sem hotel itak vprašati. A je šlo kaj narobe, no? Da si samo omenila, to zihar ni bilo lušten. Kaj pa vreme pa to? Ste imela kakšne... Vse sva imela. Na začetku sva računala, da bo monsunsko deževje, ker je tudi bilo, bili smo mokri do kože. Ampak, ker to sprejmeš, da tako bo, to ni noben problem pol. Mislim, pač ni fino, če si moker, se moraš posušiti pa zamenjati in tako. Ampak si moker, pač zamenjaš. Pa ne razmišljaš o tem, a boš zbolel, a se boš prehladil vmes, pa tega sploh ni, ne? Na radarju. Ja. In mogoče ne sme biti, ne? Mogoče je prav to vzrok, o tem ne razmišljaš?
da se ne zgodi, ker mi da nisem imela niti enega žulja. Niti enega obliža nisva rabila za sebe. Za nosače, za domačine, pa to sva imela en kup zdravil. Edino Andrej je imel neko, kaj sem tlele, golenga je bolela, ki je menda zdravniki zdaj doma razlagajo, da je to zaradi pomanjkanja hrane, pa zaradi naporov hkratnih. Njemu se je to zgodilo 5 dni, je kar trpel, pa se mu je pa popravil. 88 dni je to trajalo. Ja. Marija, da mi povej, katera gora ali pa katero vzpon je pa pustil na tebi največji vtis? Ja, od 8000 je bil to Dhaulagiri. Everest ima pač svoje mesto, pač je najvišji, ima en piedestal, recimo nekje tako, ampak Če ne drugega se zdi, največkrat omeni, ne? ja, tako ali tako. Ampak Dhaulagiri je prvič tehnično najbolj zahteven, po normalni smeri, a ne. To je prvo, drugo sem pa tam zdrsnila, ne. In s tem tudi Andrej začne najino prvo knjigo, ker se mi je spodnesla ena taka snežna opast in sem zdrsnila proti prepadu, ki je pol res 1000 metrov dol in Andrej še zdaj zaledeni, ker me je gledal pač. Ustavil me je, mogoče, to je bila ena taka snežna visina, na sredini te visine sem se ustavila na enem takmu kupčku, še zdaj se mi zdi kot čudež, en tak kamen je nasuto, je bilo en grušč. Sem se kar fajn udarila, tle v hrbet, pa tako na 7500 metrih je pa to bilo, ne. Tako da je bil tudi sestop pol težaven, tako boleč, ampak ta gora mi je res dala tako, bom rekla, pokazala mi je meje moje, a ne, kjer sem spoznala, da te meje so zanimive, ne, ker ves čas nekaj govorimo o mejah, a ne, ampak te, če jo res kdaj se dotakneš, res vidiš, da greš res pol na drugo stran in je življenje pol res vredno živeti. To je vrednost meja, ne. Jaz mislim, da tako, a ne, samomorilnost, recimo, če bi bila možna v 2 delih, jaz mislim, da bi jih bilo mnogo manj, a ne, na polovici bi se zavedal, zdaj pa zares, a ne. Tako, ne vem, se ne smem spuščati v te, vem, da je to zelo tanek led, ampak jaz sem dostikrat na to pomislila, ker tista iskra življenja takrat tako zažari, da potem razsvetli vso prihodnost. A si po tem dogodku, po tej rešitvi, čudežni, ne, že skoraj, ali pa na naključja, pa pomen naključij drugače začela gledati, oziroma sploh verjameš v naključja? To sem že prej, no, midva z Andrejem imava res dolgo življenjsko zgodbo. Ali verjameš v to, da vse naključ je, se pravi, da je vse nekako že predestiniran? Ne, v predestinacijo ne verjamem. Pač pa vem, to je to so bili pogosti moji pogovori z Bogom, recimo, a ne. Ampak mi je v eni knjigi, ki sem jo prebrala, ima naslov Koliba, ne vem, če jo kakšen poslušalec pozna, ampak Koliba je naslov? Koliba je naslov te knjige, ja. Tam sem res izvedela, si razčistila kar nekaj stvari. Kdo je avtor? Aha, okej, ne, se bomo pobrskali. Ja. Tam je recimo, če samo malo odskočimo od tega osnovnega vprašanja, ampak res je vredno, ker s to predestinacijo sem se res dolgo ukvarjala, ne. Kaj češ, si se tukaj mučiti, pa ja, pa ne, pa nekaj odločati, če je že vse odločeno, ne. Ampak v tej knjigi je en pogovor med Bogom pa enim iskalcem, no, ampak je zanimiva zgodba, zakaj sta sploh skupaj prišla. Ker ta iskalec reče Bogu, pa kaj, a ne, kaj se ti greš, vse veš točno, a ne, si mi vse predvidel pa to. Pa mu Bog odgovori, ja, glej, ti zdajle, če tako misliš, v redu, a ne, saj ti veš, da zdajle lahko greš ven iz izbe,
Ali pa se pogovarjali naprej. Je rekel, ja vem, no kaj boš naredil? Je rekel, ne bom ostal, bom se še pogovarjal. In pa je Bog reče, no, ti si se zdaj sam odločil, a je to kaj narobe, če sem jaz že to vnaprej vedel. A ni, mislim, meni je ta dialog, ki sem ga zdaj zelo tako grobo povedala, meni je bilo tako jasno, mislim, ja, lej, samo nekdo je, tako ti rečeš otroku, ki je 1 let star, zdaj imam enoletno vnučko, a ne, ki se postavlja na noge in se prime in naredi korak nazaj, jaz točno vem, da je upadla, ali pa se usedla na rit, če še ne zna hoditi. Jaz to vem, ampak ona se je odločila, da je to naredila. Tako, ker to se mi takrat razblinali in no, pa že prej mi, da sem imela en zelo tak težek dogodek ali pa razsvetljujoč dogodek tudi v steni El Capitana v Kaliforniji s Andrejem skupaj, ko sva skoraj dehidrirana našla neko vodo, v glavnem takrat sem vedela, da ni naključij. Takrat, v tisti steni 1000-metrski, ko sem najdla 4 litre vode, ko je bilo že čisto vse tako na robu, sem vedela, to ne more biti naključje. In pa, ko začneš na ta način gledati svoje življenje in tudi svojo prihodnost, pa dogodke, ki ti prihajajo na pot, to samo potrjujejo. Wow, El Capitan. Ja. A to sta šla navezana gor? Ja, videla so to 93. Ali je bil to kakšen free solo? Ne. Znan je El Capitan, ja, zaradi free sola, ja. Ja. Ne, videla so to 93. leta plezala v 3 dneh. Ampak to je še za en srečanje. Ne, ker je, El Capitan, to sem tudi jaz videl, uživo to steno, a ne. Ja, mi da so nos plezala, tam točno po sredini. To je noro, mislim, kdaj je bilo to? Koliko let nazaj? 93. 93. Ja, to je 3 leta po Everestu, sva rekla, da greva pač na toplo, a ne. Ja. In sva prišla na toplo. Pa so vaju že takrat čuden gledali, da se sploh, da se lotevate tega, ne? Verjetno jih ni bilo lih ogromno, ne? Pač El Capitan, če poznaš, veš, da je to želja vsakega alpinista na svetu. Tako da tja se zgrinjajo množice tujih alpinistov, ne samo Američanov. Zdaj pa sploh. No, ampak takrat je bilo to večdnevno plezanje. V enem dnevu takrat nihče ni splezal. Ja. Se pravi, klele imam ta vprašanje napisan, sem si ga že prej napisal, da ne smem imeti mem njega. Če si kdaj v gorah imela občutek, da te nekaj vod, ne razumsko, ampak globje, kot nek notranji kompas. Ja, dolgo časa, torej lahko bi rekla, do tega El Capitana 93. leta je bilo to nerazumsko oziroma brez mojega minimalnega sodelovanja. Razen to, da sem bila pač nek nedeljski vernik, recimo, a ne temu. Od takrat naprej pa se mogoče, bom spet ta Skype uporabila, se pa večkrat priklopam, a ne. Tako da zdaj, v zdajšnjih zadnjih obdobjih, sem kar skozi priklopljena na to božjo prisotnost in tudi na njegovo pomoč. Ali se zahvaljujem in res se zahvaljujem iz srca, sploh če gremo v Nepal na kakšen trekking ali pa to, kar si tisti lepoti, sploh ne moreš drugače, da se zahvaljuješ, da si lahko tam, da je sploh to vse okrog mene. Pa tudi doma, se je tudi tukaj, glejte, že vaš kraj tukaj je čudovit. Hvala. Kad do tega priješ, da se že doma tudi zahvaljuješ, je pa res fajn, ne? Ja. Ali pa prosiš, a ne, saj te 2 dimenziji sta v človeškem življenju najbolj intenzivirani, kakšno grozno to je, ko sem pravila, najbolj prisotni, no, tako, a ne, človek, ali se zahvaljuje, upam, da pride do tega, da se ne pritožuje ves čas, ampak se zahvaljuje, ali pa prosi. Omenila si zdaj vmes trekking po Nepalu. Ja. To so posebni cukrčki. Aha, se pravi, to imata oba dva z Andrejem še vedno? Ja, seveda. Sta kot gorska vodnika pač na teh trekkingih. Ja. Aha. Kolikrat na let pa to izvedeta? Ponavadi spomladi pa v jesen. Aha, 2-krat? Ja.
Ja, in koliko časa to traja? To je pa ponovadi 3 tedne, no, odvisno od cilja sicer, ker zdajle, ko sva na tem prečanju prišla do Makaluja, ki je, lahko rečem, na rekovajih slovenska gora. Letos je ravno 50 let, ker so naši Slovenci tukaj speljali res drzno smer. Ampak midva sva se bolj zadrževala vedno tam pri Everestu pa tistih skupinah. Pa sva pa na tem prečanju pred 2 letoma, ne, še ni 2 leti, prišla v to področje. Jaz sem rekla in tudi napisala sem v knjigi, kako je možno, da sem jaz prišla v ta kraj šele zdaj. To je bilo tako lepo in od takrat sva bila že tretjič, sva že 3-krat peljala trekking tja, ker je to lepo. Kakšne skupine so to? Koliko je to ljudi? To je odvisno, če sva oba, na enega 5 ljudi vzameva, ali pa mogoče 6, ker nočeva velikih skupin. Ne prevelikih, ker imajo oni gostje več od tega, pa midva tudi lažje vse spreminja. Ker Nepal je taka dežela, no, to ne moreš reči, tako kot agencija zdaj tlele predpostavijo dnevno, sicer ja, bomo šli od tu do tu, ampak kaj se bo vmes zgodilo, kje bomo spali in tako naprej, moš pa včasih improvizirati. Ja. In če je manjša skupina, je lažje. Tako da midva jih 5, mogoče 6 vzameva na enega. Torej, če sva oba 10, drugače pa 5, 6. In mene res zanima, kakšen profil ljudi je to? To so ljudje, ki redno zahajajo v gore in so pripravljeni in jim je to še ena stvar, ki jo morajo nujno izvesti, je na bucket listu torej, ali so to, ne vem, kakšni padalci? Ne, to so pa res zelo različni ljudje, no. Zelo različne skupine, tudi starostno. Zdajle sem bila pač spomladi na tem pod Makalujem sama, ker je Andrej je tudi čebelar, pa je moral biti doma. In se je nabrala ena skupina, res, pa še moja hčera, ki je 98-letnik, torej, a ne. Jaz rečem mladi skupini vsem, ki so manj kot 50, a ne, ker sem jaz toliko več. Tako da, in so bili mlajša skupina in so se res fajn našli, fajn skupina so bili. To ne pomeni, da tudi drugi niso, ampak oni so bili bolj homogena. V jeseni recimo sva imela pa razpon od 17 do 68, a ne, tako. In so pa mogoče zvečer se že družba dobi in tako funkcionira na nek način. Drugače pa vsak po svoje se malo srečajo prvič, se prepoznajo, se poklopijo. Midva sta pa tudi 2, ne, tako da eden je vedno s tistimi, ki so malo hitrejši, eden je vedno zadaj, ki so bolj počasni, tako, no, zelo različno, no. Koliko so pa pripravljeni, pa ponavadi napišejo, no, koliko je, kaj imajo za sabo in tako naprej. Tako da trekingi niso vzponi na gore, no. So pa vzponi in spusti po takih smerih, kot jaz rečem, da so vzponi na naše hišne gore. Jošt, Šmarjetna, redko je kaj, Limbarska gora. Kaj te pa najbolj tako sreč na teh zadevah, na teh dogodkih, na teh odpravah, trekingih? Če grem kot gorski vodnik, mi največ pomenijo odnosi. Da se res med sabo poklopimo, da se najdemo tisto, kar nas združuje in nas to povezuje. In to se vedno izkaže v tem, koliko želimo biti drug z drugim. Recimo skupne igre, tudi hoja in predvsem pa koliko jih tudi zanima, ne? Ker je, če jih ljudje, ki grejo z zanimanjem, to je res ena hvaležna publika, to je slab izraz, no, a pač so, ker to srkajo in tudi z veseljem, res tisto notranje veselje se potem izraža, ne, na ta način. To mi največ pomeni, ja, seveda pa potem narava in tako, pa pride na vrsto vreme, pa organizacija, pa vse mora klapati, ker mi smo taki ljudje, da marsikdaj samo ena majhna stvar ni v redu, pa se mogoče na to največ pozornosti usmeri. To je tako kot na tisti
ki na največjo zeleno tablo piko skredo narišeš, pa se vsi samo v piko usmerijo, pa vse je zeleno. Ja. Na kakšen način ste z Andrejem pol v življenju do zdaj te največje vzpone in padce, mogoče še bolj padce, premostila? Kaj je tista ključna zadeva v vajenem odnosu, ki je pripomogla k temu, da ste šla čez Mont Everest vsak dan? Jaz mislim to, da se imava rada. In kaj spada kle noter verjetno več stvari, ne? Ja, se vem, kaj pomeni, da se imata rada. Ja. Jaz znam to razložiti mogoče zato, ker je Andrej vsako leto šel na odpravo. A ne? In ko je odšel, in to v 80 letih je to pomenilo 2 meseca do 3, a ne? Če takrat hrepeniš po temu človeku, pa si ga res vesel in iskreno imaš novo mladoporočensko obdobje po vsakim prihodu domov, potem je to, ne? Se ne more biti drugače. Pa res iskreno zaupanje en drugemu, no? Da si zaupava, da si sam tle, imaš take in druge priložnosti, ampak računam nate, ne? Ja. Pa niti ni tako, da bi to v besedu, pa to enostavno tako je, zato ker ga imaš rad, ne? In mogoče pa najno zelo zgodno skupno življenje zaznamovalo res ta smrt, ki jo na nek način že vlečeva skozi ta pogovor. Ker leta 80, ko sva imela enomesečno hčerko Katarino, je šel Andrej plezat z mojo sestro in je na njegovi vrvi umrla, ne. To je bila preizkušnja za naju, a ne. To je bila preizkušnja za mojo družino, 10 otrok, ona je bila najmlajša, 9. ljubljenka cele družine, a ne. In na začetku svoje življenjske poti in tako, a ne. In to smo prebrodili tudi zaradi moje mame v veliki meri, ker je v tej, že tako je preživela sama, brez moža, samo zaradi vere, ampak to tiste preproste. Veruje v Boga. To so se enkrat kasneje pogovarjale. Je rekla, da je pač tako ni imela časa drugega, kot samo, kot sem prej že razložila, prositi, pa se zahvaljevati, a ne. In to je mogoče tudi ona vnesla v moje življenje na po teh poteh, ki jih ne poznamo, ne. In ona je na nek način vplivala na vse moje brate in sestre, da so tudi to smrt sprejeli na način, da nihče nikoli ni Andreju karkoli očital, ker je na njegovi vrvi umrla, a ne. Meni se je zdelo to, kaj ne rečem, to je pričevanje, a ne, za Boga, a ne, za odpuščanje, za sprejemanje tudi grozljivih stvari. In ko smo to preživeli na nek način, a ne, to se ne da brez tega, da se imaš res rad. Tako. Od tam naprej je pa potem tako. Mislim, vmes so bile tudi seveda, spet za eno zgodbo, a ne, razne odstopanja, nikoli ni bilo samo idealno, daleč od tega, da ne bi zdaj na tem podcastu se slišali, kot da živiva nadzemsko življenje. Sva bila že tako, da je Andrej vsak krožnike na tla vrgel in podobno, ampak nikoli ni prišlo do tega, da bi pa razpadali, oziroma prav zdaj zadnje čase se pogovarjala, da se malo še rajško prej. Ker to prebrodiš. Ker dostikrat, ne vem, če ne bi imela te močne opore, te duhovne močne opore v Bogu, ampak Bogu, kot mojem Bogu, v Odrešeniku, a ne, potem rečeš, se ne greva narazen, a ne. Samo kakšne posledice to pusti za otroke in za vse, pa vemo. Meni je ta metafora naveza v gorah, a ne, v steni, pa naveza v dolini, v vsakdanjem življenju. Zdaj, kako se lahko to tako filozofsko malo poveže? Ja, to sem jaz tudi veliko razmišljala. Tukaj gre za pojem odvisnosti in neodvisnosti. Ker nekako je v naši družbi pojem neodvisnosti zelo visoko postavljen, a ne. Neodvisnost, biti neodvisen.
In tudi v mojem življenju je bil kar nekaj časa. Ampak jaz sem zaživela, ko sem spoznala, da sem odvisna, ne? In da hočem biti odvisna. Ne, da hočem biti odvisna. Meni je Andrej opora, on je moški. In nikakor ne želim opravljati njegovega dela. Jaz ga rabim. A ne? On je del mojega življenja in sem od njega odvisna. Zdaj, gremo pa lahko v filozofska vprašanja. Kaj ta odvisnost pomeni? A sem pa jaz res čist en nemočna ženska tam, ki ne vem, čaka, kdaj bo zelena luč, pa kdaj bo rumena pa rdeča. To so pač... In jaz sem odvisna od Boga, jaz mu verjamem, jaz mu zaupam. Jaz sem na tem potovanju 88-dnevnem, meni so se odprla taka obzorja spoznanj, kako lahko živiš v tem na videz res krutem svetu, ko popolnoma predaš nek dogodek ali pa težavo, ki je ta trenutek in se zdi nerešljiva, jo predaš, zaupaš, kot Abraham, ki je peljal Izaka gor na pač ta oltar žrtvovanja. In hkrati sem na tem potovanju ugotovila pomen potrpežljivosti z ljudmi, s katerimi si tisti trenutek na poti in vztrajnosti, da prideš do konca. Ampak konc je pravzaprav smrt. Zdaj sem res zašla v filozofijo, ne, na nek način. Ampak, ko sem do tega prišla, sem postala svobodna, odvisna in svobodna. Jaz to zagovarjam zdaj, odkar sem z tega potovanja prišla na nek način. In se mi zdi, da nas je veliko takih, ki na ta način razmišljamo, ampak eden bo rekel, da je neodvisen, drug bo pa rekel, da je odvisen, ampak v resnici razmišljamo isto. No? In tle, med ljudmi je toliko enih sporov in težav in tega, samo zaradi nekega izrazoslovja ali pa kaj se in česa. V resnici v globini mislimo enako. Če bi gore šepetale, kaj misliš, da bi ti povedale? Če bi šepetale, saj mi šepetajo velikokrat. Saj za to. Jaz dostikrat mi prav to duhovno dimenzijo, no. Božji otrok si daj, sprosti se, zaupaj in pejti svojo pot do konca, ki ni konec. A bi to lahko bil tudi en tak citat, ali imaš tudi kakšen tak citat, svoj ljubi citat na lagerju, ki bi ga... Ja, drugače, no, tudi citat tega potovanja spet, ne. Da, no, pa že prej, en začetek je bil že prej vgrajen v mene, ostalo sem pa sama dodala, da smo pač duhovna bitja s kratko življenjsko izkušnjo, ne, človeško izkušnjo. To pomeni, smo začeli in tudi nadaljujemo potem po tej izkušnji. To je ne vem, kje sem to prebrala, že dolgo nazaj. Ampak tisto, kar na tem potovanju je zraslo v meni, pa je, da smo v tem človeškem izkustvu tisti, ki odločamo, kako bo to duhovno življenje naprej potekalo, ne. Čist trenutek je v večnosti ta naša življenjska izkušnja, samo hip. Ampak od tega, a bom ubijala, a bom zlorabljala, ali bom kaj sem kaj, ali se bom odločala, ko imaš svobodno voljo za da ali ne, proti temu, oziroma živela v smislu pač teh vrednot, duhovnih vrednot, ki jih imam, ali pa ki jih lahko slišimo okrog sebe kadarkoli, ampak od tega je odvisno, kako bo naprej. Torej ta naš hibec. To je pa moje. Mislim, da je. Mogoče bom pa še kaj prebrala, da je že verjetno številnim že to prišlo na misel, ne. Ne, super. Super. A lahko poveš še, kje si lahko ljudje, kaj več preberejo o Andreju, o tebi, pa o vajini ponudbi, imate spletno stran?
Ja, mala spletna stran. Okej, na spletni strani. strempel.si. Ja. To je. Pa tudi kontakti. Moram pa reči, da jo zelo slabo obnavljava, ker sem komaj prišla na tale podcast časovno. Tako da vedno rečeva, ko bova pa v pokoju, bova pa še te stvari uredila, ampak v pokoju sva že 5 let. Marija bo opustila še kaj za naslednjič, ne? Jaz sem ful vesel, res ful vesel, da si se oglasila. Upam tudi, da bom imel v bodoče tvojega soproga možnost spoznati. Ja, z veseljem. Dobrodošla nazaj, absolutno, pa obilo uspehov na vseh področjih, ki sva jih omenila in na tistih, ki jih nisva. Pa da boš taka super babica, ker si itak že, a ne? Skratka, vse dobro. Hvala za povabilo, res. Ja. A tudi mi da narediva en športno pozdrav, ker ponovadi na takole, jaz omaknem tole. Aha. Pa to tja. A ne, pa si pa takole damo roke, takole, evo. Evo. Čau, čau. Živijo.